Mateja Perpar, Pasje dogodivščine Šnufa in Tace. 10. Pliško. Taca je bil velik kuža, toda tudi veliki psi se pogosto obnašajo, kot da so majhni. Pravzaprav se sploh vsi psi večinoma obnašajo, kot da so majhni. In to ne majhni psi, ampak majhni otroci. Taca je bil nor na plišaste živali. Copati so v redu, vendar imajo zelo oseben vonj, če veste, kaj mislim. Ne, da bi bilo z vonjem kaj narobe, ampak copati ne dišijo po psu. Če gospodar želi, da se pes dobro počuti, mora čim več stvari v hiši dišati po psu. In če gospodar nadalje ne želi, da bi bili to vzglavniki in kavč, kupi psu kaj posebnega. Taca je imel kar nekaj svojih plišastih živali. Gostje so si lahko ob obisku ogledali neverjetno zbirko prežvečenih in razobličenih igračk. Napol pojedenega medvedka, psa brez levega ušesa, poslinjeno gosenico, ki je malce puščala barvo in zaradi katere je imel Taca občasno zelen jezik, veveričko brez repa in najbolj oboževano igračko, nekoč belega plišastega zajca, ki je z leti porjavel, pa ne od sonca. Plišasti zajec je bil znan preprosto kot Pliško. Gosenici je bilo ime Gosa, medvedku Dedo, veverička, ki se je sprva imenovala Repa, pa je po izgubi repa domiselno postala Pesa. Taca je Pliška naravnost nenaravno oboževal. Zvečer je ponavadi legel k počitku v dnevni sobi na preprogo ob kavču, naslonil glavo na Pliška in odplaval v sanjsko deželo. Če je gospodarica med sesanjem sobe zajca po nesreči s sesalnikom poslala v kot ali pod televizor, ga je Taca poiskal in ni dal miru, dokler ni bil Pliško na svojem mestu. Nekega dne je šla gospodarica z obema kužkoma na daljši sprehod. Bila je čudovito barvita jesen. Dan je bil hladen in jasen. V daljavi so se lesketale gore, po tleh je ležalo rumeno rjavo listje in vsi trije sprehajalci so se imeli prekrasno. Pretacali in prešnufali so bližnji hrib z vsemi grmički, drevesi in mišjimi luknjami. Gospodarica je pogledala na uro in se odločila, da bo kmalu čas za zgodnjo večerjo. Po peščeni poti so odkorakali proti domu, ko jim je prišla nasproti gospa z vozičkom in psičkom. Psiček je bil po velikosti nekje med Šnufom in Taco. Imel je črno kodrasto dlako in se je zelo lepo obnašal. Ves čas je namreč mirno stopal poleg vozička, v katerem je sedel približno leto dni star otročiček, zavit v 1000 oblačil in pokrit z odejo. Izpod odeje je kukala bela tačka. Tačka seveda ni pripadala otročičku, ampak njegovi igrački, plišastemu, belemu zajcu. Plišastemu, belemu zajcu. Odpravi sta se srečali sredi peščene potke. Dober dan, je vljudno rekla gospodarica in vlekla psa k sebi. Dober dan, je rahlo nezaupljivo odzdravila mamica, trdno zgrabila za ročaj vozička, se ozrla k vzgojenemu štirinožcu in mu zapovedala: Rojal, k nogi! Gospodarica je sicer nameravala mamico vprašati po spolu in imenu otročička, vendar si je hitro premislila: ljudje, ki dajo kodru ime Rojal, se ne družijo radi z navadnimi mešanci. V tistem hipu je otročiček pobrcal ter odgrnil odejico, izpod katere se je pokazal lastnik bele tačke. Pa saj to je moj zajec, je rekel Taca. Potem je zelo hitro šlo vse narobe.
Taca se je z enim samim spretnim gibom snel s povodca, zgrabil zajca in ga skupaj z odejico potegnil iz vozička. Mamica je zakričala in otročiček je zajokal. Gospodarica je zavpila: "Ne!" Vendar je bilo prepozno. Taca je z zajcem v gobcu odtaval na travnik, odejica je obležala na pesku, Šnuf in dotlej olikani Rojal pa sta se spustila v navidezno bitko na življenje in smrt. 5 minut pozneje je gospodarica uspela za silo obvladati Šnufa, Rojal je našel svoj notranji mir ob praznem vozičku, mamica pa je ogorčeno pestovala omotanega otročiča, ki so mu solze kapljale na majhno oranžno puhovko. Taca je ležal sredi travnika z zajcem pod glavo. Gospodarica se je večkrat opravičila, vendar je bila mamica čisto iz sebe. "Kakšne nevzgojene pse pa imate! Markus je čisto prestrašen. In kam je ta mrcina odvlekel njegovega Banija? Babi mu ga je kupila za rojstni dan. A ne veste, da ima zaradi tega lahko travmo vse življenje?" Gospodarici se položaj ni zdel tako zelo tragičen, pravzaprav je bilo vse skupaj kar malo smešno, vendar trenutek ni bil primeren za izmenjavo mnenj. "Taca," je vabeče poklicala. "Taca, pridi sem." Taca je počival po napornem dogodku in se za klice ni zmenil. Gospodarica je potegnila za Šnufov povodec in skupaj sta odkorakala po travniku do Tace. "Taca, to ni tvoj zajček, to ni Pliško," je rekla gospodarica s prosečim glasom. Taca jo je pogledal izpod čela. "Res, Taca, Pliško je v dnevni sobi," je nadaljevala gospodarica. "Zdaj gremo domov, dobil boš makarone in šel spat. Daj mi zajčka." Taca je dvignil glavo in nezaupljivo ovohal zajca. Res je dišal nekam milnato. V želodcu mu je zakrulilo. Vprašujoče se je zazrl v gospodarico. "Makarone?" "Makarončke," je rekla gospodarica in pobrala zajca. Bil je slinast in po levi strani rjav od zemlje. Nataknila je Taci povodec in se vrnila k mamici in otročičku. "Poglej, Markus, tu je Bani," je dejala previdno. "Ne ponujajte mu tega umazanega zajca," je vzrojila mamica in stopila korak nazaj. Kaj vse imajo psi v gobcu? Bo dobil tifus." Gospodarica je premišljala, da včasih poljubi Taco na smrček. Tifus. "Kaj boste naredili z zajcem?" je hotela vedeti mamica. "Lahko ga operem, dajte mi telefonsko številko ali naslov in vam ga prinesem," se je ponudila gospodarica. Mamica je grdo gledala. "Ne," je rekla končno, položila otročička nazaj v voziček, potegnila izpod sedeža prozorno vrečko in vanjo zavila zajca. Rojal je gledal Šnufa in pridušeno grčal. "Tako," je rekla mamica in neprijazno gledala gospodarico. "Kaj pa vem, kakšno imate doma? Moj otrok šele gradi svoj imunski sistem." Gospodarica je pogledala Markusa, ki je medtem zadremal. Bil je videti zdrav. "Oprostite še enkrat, pa nasvidenje," je rekla spravljivo. Potrepljala je Taco in skupaj s Šnufom so odšli proti domu. Markusova mamica je iztepla pesek iz odejice in pokrila spečega sinka. Nato je prijela voziček in dostojanstveno nadaljevala sprehod, Rojal pa je z dvignjeno glavo stopical poleg nje.